Spoštovani gledalke in gledalci televizije Slovenija, poslušalke in poslušalci Radia Slovenija, dragi Slovenke in Slovenci, Evropejke in Evropejci, lepo pozdravljeni ob Dnevu Evrope. Z nocojšnjim koncertom bomo tradicionalno obeležili in počastili obletnico simbolnega začetka Evropskega združevanja, ki sega v leto 1950. 9. maja tega leta je francoski zunanji minister Robert Schuman prebral deklaracijo, ki predstavlja prvi dejanski temelj Evropskega združevanja. V deklaraciji je poudarjen pomen temeljnih vrednot Evropske unije, miru in solidarnosti. In tako in tudi zato Evropa še danes predstavlja prostor miru, solidarnosti in enotnosti, ki ga soustvarjamo tudi Slovenci. V nocojšnji večer nas bodo z melodijami iz izjemne evropske filmske produkcije popeljali Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Simona Krečiča in odlični pevci in glasbeniki. V uvodu nas je obsvetila skladba Lux Eterna s sopranistko Nežo Vasle, ki se izobražuje na Akademiji za glasbo Ljubljana. Te skladbe za uvod seveda nismo izbrali naključno. Dragocenosti luči, svetlobe in vsega, kar ta predstavlja in pomeni, v teh časih potrebujemo še bolj kot sicer. Zanimive zgodbe o Združeni Evropi pa bo z nami delila tudi Mojca Mavec. Mojca, dober večer iz Ljubljane v Bruselj. Lep pozdrav, Bernarda, in dober večer, drage gledalke, spoštovani gledalci. Dobrodošli v Bruslju, prestolnici Evropske unije. Lahko bi tudi rekla dober dan, namreč smo malo bolj na zahodu, zato je sonce tu še kar visoko. Pozdravljam pa vas z Luksemburškega trga, ki je eno pomembno shajališče tu v Evropski četrti. In še pred koronskimi časi se je prav tu končal dolg delovnik vseh tistih, ki so na Evropski komisiji ali pa v Evropskem parlamentu. Bruselj pa še zdaleč ni dolgočasno mesto birokratov, kot mnogi mislijo, ampak je zelo zanimivo in raznoliko mesto. Če bi tu nadaljevala pot, bi prišla do afriške četrti. Samo nekaj korakov stran v to smer je Kraljeva palača. Če bi prišla na obisk v nedeljo, bi lahko šla na arabsko tržnico. Se pravi, tudi Bruseljčani so nekako združeni v raznolikosti, kot med drugim pravi tudi slogan Evropske unije. Zato bi vam danes rada pokazala malo drugačen obraz mesta. Ko so v 19. stoletju gradili bruseljsko sodno palačo, je to bila največja stavba v Evropi. Ja, vse od druge svetovne vojne so palačo večkrat obnovili. Pa saj je tudi Evropska unija konstanten proces, ki raste, se obnavlja in je še danes res unikaten primer miru in sodelovanja med 27 državami članicami. Je treba sodelovati, če želiš postaviti trdno palačo. V Bruslju tudi z dvigalom daleč prideš. Sedaj gremo nadstropje nižje v delavsko četrt Marol. Bruselj je edino območje v Belgiji, ki je uradno dvojezično, zato boste vse napise tu našli v flamščini in francoščini. V mestu živi več kot 180 narodnosti, govorijo več kot 100 jezikov in vsaj 50% prebivalcev ni rojenih v Belgiji. Tako se zdi Bruselj idealen za prestolnico Evropske unije, ki deluje v 23 jezikih in ima 27 držav članic. V vseh uradnih jezikih Evropske unije lahko v Bruslju preberete tudi Zdravljico. Všeč mi je četrt Saint-Gilles. Tu dobro poznajo in cenijo našega Plečnika. Bruselj je namreč zibelka Art Nouveauja, secesije v arhitekturi. Benjamin, now we are in the house of the architect Victor Horta.
And one can really tell that he was one of the founding fathers of Art Nouveau. Brussels is the cradle because it was a moment when there was a big economic prosperity. There was also lots of exchange with the painting, architecture, new ideas. It is true that when you are in an art house, you're very much into all this ornamentation, color, texture, etc. But the big idea could be summed up in one word, is to be honest, to be sincere. If you use steel, you let the steel visible. But he really opened up the space and he opened up the windows. Light is very important for his architecture. And the second idea, I think that Art Nouveau is linked with the idea of joyfulness. If you look at a house by Horta and a house by Plečnik, directly you will see the style, the aesthetic is very different. But what I'm sure of is that Plečnik and Horta share this, the importance of doing something which was very individual, personal, to put his own hand in things, to be very demanding. From that regard, they're both very big individualistic. They didn't listen to the fashion. A na svoj račun boste prišli tudi ljubitelji moderne arhitekture. Vsi trije glavni organi upravljanja Evropske unije sedijo v modernih steklenih palačah. Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija. Belgijci so si izmislili pokrite nakupovalne galerije, čokoladne praline in ocvrt krompirček. A so bili to Francozi? Ne, Belgijci, Francozi. No, tu je še veliko diskusij, zato toliko pomembnejša politika konsenza. Še en od principov delovanja v Evropski uniji. Atomium je še danes ena najbolj nenavadnih stavb v Evropi. In odlično izgleda za 60-letnika. Leta 1958 je napovedoval prihodnost. Novo atomsko dobo. No, danes pa je ena od prioritet v Evropski uniji prehod v digitalno dobo. Superračunalniki, umetna inteligenca, samovozeči avtomobili in pametna mesta. Bruselj je tudi prestolnica evropskega stripa in junake tu srečujete na fasadah hiš. Letitia, in Belgium, you can really read about everything in a bande dessinée. It's not just for kids. No, there's a saying in all of the Tintin when I was a kid, and it says it's comic from 7-year-old to 77-year-old. De 7 à 77 ans. So it's really for everybody, and all of the subjects are available. So gender equality is now a very, very hot topic Yes. in comics. Last 2 years, there's been about, I would say, between 10 and 15 titles that came out on that subject. The pandemic, COVID, is it already an inspiration for comics? There as has well? been quite a few, but on the funny side, like jokes about it, all of the absurdity things that happened on it.
Ja, belgijski avtorji se v stripu lotevajo tudi zelo aktualnih tem, kot je pandemija COVID-19 ali pa trajnostne zelene teme, ne vem, reciklaža, večja energetska učinkovitost, ohranjanje biotske raznovrstnosti. In to so tudi pomembne prioritete za Evropsko komisijo, ki se prizadeva, da bi Evropa postala do leta 2050 podnebno nevtralna. Ja, Bruseljčani imajo in svoj humor, sploh kar se tiče postavljanja mestnih kipov. No, največja znamenitost mesta je še vedno Mannequin Pis, dobesedno deček, ki lula. Čeprav ta je prava diva, ima več oblek kot povprečna Evropejka. Ja, deček ima več kot 1050 kostumov, ki se jih lahko pogledate v posebnem muzeju. Nekatere so zanj oblikovali tudi priznani modni oblikovalci. In ko bo Slovenija letos prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije, ga bodo oblekli tudi v slovensko narodno nošo. Tole je že zlikana. Hvala vam za odlično družbo na tem sprehodu po Bruslju. Mi se oglasimo že čez nekaj trenutkov z posebnega kraja, kjer nas čaka prav poseben gostitelj. Hvala, Mojca. Nadaljujemo z glasbo, s tem univerzalnim jezikom, ki je skupen vsem narodom Evrope. Slišali bomo skladbe s pomenljivimi besedili v različnih evropskih jezikih, ki se jih spominjamo iz evropskih filmov. Matevž Šale-Harhamo nam bo kot nekoč David Bowie zapel o herojih. Tistih nekoč iz filma Mi otroci iz postaje Zoo in teh današnjih, ki se soočajo s težkimi zgodbami in pastmi odraščanja. V nemščini in angleščini bo Hamo ob spremljavi Maje Povše na vibrafonu in Petre Vidmar na marimbi ter Simfoničnega orkestra RTV Slovenija zapel pesem z naslovom Helden, Heroes, heroji. Posvečamo jo vsem herojem tega časa. In njim posvečamo tudi misel, kdo reši eno življenje, reši ves svet. Poznamo jo iz filma Schindlerjev seznam. Skladbo iz tega pretresljivega dokumenta nekega časa, na ruševinah katerega je zrasla današnja Evropa s prisego nikoli več, bo zapel tenorist Aco Biščević. Na tereminu pa bomo občudovali Boštjana Gombača. Du könntest du schwimmen wie Delfine, Delfine bist du. Niemand gibt uns eine Chance, doch können wir siegen für immer und immer. Wir sind dann Helden für einen Tag. Ich bin ein König und du Königin. Obwohl sie unschlagbar scheinen, werden wir Helden für einen Tag. Wir sind dann wir an diesem Tag. Should above our heads.
when all my prayers come true. So I won't light a candle yet for you. I won't light a candle yet for you. In my heart I still believe I'll kiss your face once more. Since the day you went away, I've kept your memory by my door, knowing that you'll soon come walking through. So I won't light a candle yet for you. No, I won't light a candle yet for you. Every tear I will not cry, I would save till I need you. Every hope that will not die, keep me strong till I see you. Yesterday I swore I saw you reaching for my hand. Then you begged me, please forget me. But how could you understand that letting go's the last thing I could do? So I won't light a candle yet for you. I won't light a candle yet for you. Ja, lep pozdrav iz Bruslja. Sedaj sem se premaknila le nekaj korakov stran od Evropske komisije, tiste lepe steklene palače, ene prvih palač, ki so jo v Bruslju postavili v imenu Evropske unije. Z menoj je Evropski komisar za krizno upravljanje, gospod Janez Lenarčič. Gospod Lenarčič, hvala lepa, da ste danes z nami. In dan Evrope je res lepa priložnost, da se spomnimo tudi na tisti prvi dogovor, da bi Evropejci začeli sodelovati in se združevati. Pa čeprav se nam zdi, da se v zadnjem času vse bolj razhajamo, vi kot krizni menedžer komisije to še toliko bolj čutite, veliko izzivov tudi za vas. Drži, ampak vsaka kriza je tudi priložnost. In ta kriza, skozi katero gremo zdaj, je priložnost, da se še bolj povežemo in predvsem, da utrdimo solidarnost. Namreč osnovna evropska ideja je solidarnost. Evropske države so se povezale v najprej gospodarsko skupnost, oziroma skupno za premog in jeklo, iz solidarnosti in zato, da bi dosegli mir na naši celini. Tega ne smemo nikoli pozabiti, namreč evropska integracija je predvsem mirovni projekt. Pa ne samo to, gre tudi za projekt sodelovanja in solidarnosti in to prihaja do izraza še posebej v krizah, kakršna je ta. To okrevanje po pandemiji je tudi ena od prioritet Evropske komisije, ampak to je, kot ste rekli, tudi priložnost, da stvari zastavimo drugače, bolje, morda še bolj prijazno do evropskih državljanov. No, ravno ta instrument za okrevanje in odpornost v višini 750 milijard evrov je nekaj, česar še nikoli ni bilo.
da si bo lahko Evropska komisija na finančnih trgih sposojala finančna sredstva in jih potem razdelila državam članicam glede na njihove potrebe in glede na to, koliko so prizadete v tej krizi. To je povsem nova ideja, to je inovacija, to dviguje evropsko solidarnost na povsem nov nivo. Ja, komisar nas je danes povabil v prav poseben prostor, tule sicer deluje res kot še ena evropska palača, ampak zdaj smo na mestu, kjer bomo še kako spoznali, kako pomembna je digitalizacija tudi v Evropski uniji in čez nekaj trenutkov se vam oglasiva, še več informacij boste videli, prav zanimivo bo. V Ljubljani pa se bomo zdaj predali opojnosti lepote in ljubezni. Skladbo A far l'amore comincia tu iz filma La grande bellezza, ki jo je v originalu pela italijanska ikona Raffaella Carrà, nam bo ob spremljavi DJ Džamirka zapela Lara Love. Film Neskončna lepota je v bistvu hvalnica večnemu mestu Rimu. Mestu lepote in užitkov, kot tudi umetniške dekadence. Nocoj pa nam bo ta pesem predstavljala hvalnico lepotam vseh mest, vasi, pokrajin in vsem prebivalcem celotne Evrope. Tu, far l'amore comincia tu, se lui ti porta sul letto vuoto e vuoto taglielo e dentro lui, falli vedere che nu è in gioco, falli capire quello che vuoi. Far l'amore comincia tu, far l'amore comincia tu, e se si attacca col sentimento portali in fondo di cielo blu, le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Col sentimento portali in fondo nel cielo blu, su paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Far l'amore comincia tu, far l'amore comincia tu.
comincia tú. Depuis quelques jours, je vis dans le silence de quatre murs de notre amour. Depuis ton départ, l'ombre de ton absence me poursuit chaque nuit et m'y fuit chaque jour. Je ne vois plus personne, je fête la vie autour de moi. Je ne comprends plus rien parce que je ne suis rien sans toi. J'ai renoncé à tout parce que j'ai plus d'illusions. De notre amour, écoute la chanson. Non, je ne pourrai, je ne vivrai sans toi. Je ne pourrai pas ne pas, je mourrai. Un instant sans toi. Et je n'existe pas. Oh mon amour, ne me quitte pas. Mon amour, je t'attendrai toute ma vie. Reste près de moi, reviens, je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Je veux vivre pour toi. Oh mon amour, ne me quitte pas. If it takes forever, I will wait for you. For 1,000 summers, I will wait for you. Till you're back beside me, till I'm holding you. Till I hear you sigh here in my arms. Anywhere you wander, anywhere you go, every day remember how I love you so. In your heart believe what in my heart I know, that forevermore I will wait for you. La 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 and forevermore I'll wait for you. Aleksandra Ilijevski, Metod Banko in Momento Cigano so peli in igrali pesem iz znamenitega francoskega romantičnega muzikala Čerburški dežniki iz leta 1964, ki je prejel mnoge nagrade, med drugim tudi Oskarja za izvirno glasbo.
S počastitvijo Dneva Evrope nadaljujemo kmalu. Iz Bruslja se nam bo ponovno oglasila Mojca Mavec in nam spregovorila o naši skupni Evropski uniji. Mi vsi jo lahko sooblikujemo. Letos bo namreč potekala konferenca o prihodnosti Evrope in številni drugi dogodki. Svoje predloge o tem, kako naj bi Evropa izgledala v prihodnje, lahko oddamo prav vsi mi na posebni digitalni platformi, kjer se bodo ves čas trajanja konference zbirala mnenja Evropejk in Evropejcev. Ja, še zadnjič, lep pozdrav iz Bruslja. Z nami je še vedno Evropski komisar za krizno upravljanje in oglašamo se s prav posebnega kraja. Jaz mislim, da takole si pa prestolnice Evropske unije res ne predstavljate. Kje smo zdaj? To je del Bruslja, ki nikoli ne spi. To je naš center za usklajevanje odziva na krize. Kot vidite, pozorno spremljamo dogajanje po svetu. V zgornji vrsti so ekrani z najnovejšimi novicami vsega sveta. V spodnji vrsti pa gre za aktualne razmere na področju vremenskih pojavov, na področju potresov, tropskih ciklonov, poplav, suše in pa tukaj imamo en zanimiv primer izbruha vulkana nedavno na karibskem otoku Sveti Vincent in bom vprašal kolegico, kaj pravzaprav je trenutna situacija na tem otoku. So what is the current situation on St. Vincent? It is still very serious. In fact, the volcano is active. We have deployed our experts there. The ashes are affecting the entire population, which allowed us to trigger the humanitarian funding from the emergency toolbox. And we are still monitoring the situation, as you can see, to be sure that everything gets under control as soon as possible. In tule tudi imamo nekaj, kar je povezano s Slovenijo in Hrvaško. To je zemljevid učinka potresa v Petrini konec lanskega leta. Takoj, ko smo bili obveščeni o potresu, ki je bil precej močan, smo se povezali s hrvaškimi oblastmi, jih spodbudili, da so nam poslali konkreten seznam potreb, nujnih potreb, na katerih področjih potrebujejo pomoč drugih držav članic. Na podlagi tega zaprosila, ki smo ga dobili z Hrvaške, smo organizirali odziv. In tukaj so navedene vse države, ki so se odzvale, med njimi tudi Slovenija. In jaz sem bil zelo vesel, da je bila takrat Slovenija prva, ki se je odzvala se je najhitreje, že isti dan je bila pomoč na poti. Svaj tudi pomoč Hrvaški po potresu se je pravzaprav koordinirala iz Bruslja. Pomoč smo koordinirali tukaj, pomoč je prišla iz strani držav članic, koordinirala se je pa v tem centru tukaj. Poslali smo tudi enega sodelavca na sam teren v Petrinjo, kjer je pomagal pri podeljevanju te pomoči. Naš center lahko tudi sofinancira transportne stroške in pomaga pri operacionalizaciji te pomoči na terenu. Tukaj v centru tudi zelo natančno spremljajo vse vremenske pojave, spremembe, podnebne spremembe, zelo pomembna tema za Evropsko unijo, tudi za našo prihodnost. In tu je tudi pomemben zeleni dogovor, ki se pripravlja. V našem centru opažamo, da je vremenskih pojavov s hudimi posledicami vedno več. Ti ekstremni vremenski pojavi so vse bolj pogosti in vse hujši. Gre za tropske ciklone, gre za poplave, za suše in podobno. Zato je nam zelo jasno, da tako ne gre več naprej, da moramo spremeniti način našega življenja, da je treba iti v bolj zelen način tako življenja kot gospodarstva in zato je tako pomembno, da ta instrument za okrevanje in odpornost zahteva najmanj 37% delež naložb v zeleni preboj, v zeleno preobrazbo. No, vidimo tudi, kako Evropska unija seveda spremlja ves svet, vendarle smo vpeti, ne v nek kontekst, ampak pomembna tema za Evropsko komisijo v prihodnje je tudi konferenca o prihodnosti Evrope, ki bo še bolj vključevala tudi državljane. Drži,
Ta konferenca se bo uradno začela ravno na dan Evrope, 9. maja, trajala naj bi približno 1 leto in namenjena je temu, da državljani in državljanke povedo, kaj si želijo od Evrope v prihodnosti, kakšno Evropo želijo, kakšna naj ta bo. Ta konferenca bo platforma, na kateri bo lahko vsakdo izrazil svoje mnenje, svoje pričakovanja, svoje ideje. Jaz upam, da bo dobre ideje prišle tudi iz Slovenije. Zato naj bo ta dan Evrope predvsem spet priložnost, da se spomnimo, kako dobro vendarle znamo tudi sodelovati v Evropski uniji. Če le hočemo. Hvala lepa, lepo, da ste bili danes z nami. Ja, tu na Evropski komisiji v zadnjem času res ni veliko priložnosti za razvedrilo, zato ta večer uživajmo skupaj v evropskih filmskih uspešnicah. Na odru nas že čaka Ana Bezjak, Simfonični orkester RTV Slovenija in pesem, ja, vsi si želimo, Un año de amor, saj kakšno leto ljubezni. Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento que significa de amor, ¿qué significa un año de parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir.
hvala Ani Bezjak za pesem o ljubezni iz Almodovarjevega filma Visoke pete. V španščini, ko nekdo slavi rojstni dan, pravijo, da je naredil še en obhod okoli sonca. In ob rojstnem dnevu Evrope nam vsem Evropejkam in Evropejcem želim, da bi bil naš obhod okoli sonca leto ljubezni, sočutja, solidarnosti, razuma, razsodnosti, zdravja, modrih odločitev in seveda radosti. Zato naše praznovanje Dneva Evrope zaključujemo z odo radosti, himno Evropske unije. Hčerka ti Elizijska. Tvoje hrame na stopinja vodi, o božanstvena. Tvoji čari časa teku so pregnali kruto noč.